V Hrastniku so Mednarodni dan žensk letos praznovali s tradicionalnim dogodkom Punce v jami, na katerem so ženske pokazale svoj pogum, vztrajnost in kaj vse zmorejo. Pohod skozi rudniško jamo med Trbovljami in Hrastnikom je privabil rekordnih 555 udeleženk, kar priča o vse večji priljubljenosti dogodka. Organizator Zavod Savus je znova dokazal, da ne gre le za športni izziv, temveč močan simbol enotnosti in opomin na dolgoletni boj žensk za enakopravnost. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc Musar, ki je v nagovoru poudarila pomen povezovanja in vztrajnosti žensk v družbi. Glavni pokrovitelj prireditve je bila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije s predsednico Lidijo Jerkič. Že ene pol leta nazaj so mi povedali za ta dogodek, prej nisem vedela, da obstaja in sem si rekla, pa pišu, kaj grem pa še jaz v jamo. No in zdaj nas je 555, zelo simbolično. No. Gremo v jamo, kamor ženske v poklicu rudarja po mojem ne zaidejo, ne vem, če je kakšna v Sloveniji kdaj bila rudarka. To samo pomeni, da s tem poudarjamo, da nismo isti moški in ženske, lahko smo pa enakopravni, enakovredni, enake plače za enak poklic, tudi mi imamo možgane in vedno poudarjam, da v nobeni družbi, v nobeni državi ne smemo zanemariti polovico svojega potenciala, to pa ženske smo. Teh misli lahko zelo veliko, ampak jaz si želim ene stvari, naj bo 8. marec vsak dan. Vemo, da ženske kot rudarke niso nikoli delale v jami, zato smo rekli, zakaj jih pa ne bi na njihov praznik, na 8. marec, poslali v jamo, da jo prehodijo, da jo pretečejo in potem poskrbeli, da se imajo fajn z rudarsko hrano, z raznimi igrami, recimo Medvata Škorna Rikverc v Kolenkišto ali pa s koncerti. Danes bomo imeli kar nekaj teh izvajalcev, rudarsko godbo Vilija Resnika, Gačnike, tako da smo pripravili en tak luškan program in mislim, da so se punce imele zelo lepo v Zasavju. Pričeli smo v bistvu pred več kot 5 leti, ampak vmes je bila korona, tako da smo morali malo improvizirati. Letos je 4. ta prireditev in letos je udeležba izjemna, 555 punc je prišlo, seveda največ iz Slovenije, pa tudi iz Hrvaške, Italije, Belgije, Nizozemske. V rudniške rove se je podalo tudi več kot 40 planink 3 rodov, med katerimi so bile slepe in slabovidne, nevrorazlične, gibalno ovirane, dolgotrajno bolne ter osebe z okvaro sluha, ki so ob sebi imele spremljevalke in prostovoljke. Meni se zdi dogodek Punce v jami idealna priložnost, da širimo inkluzijo. Z naše skupine in planinec so se pridružile gluhe osebe, osebe z okvaro vida, osebe z multiplo sklerozo, z motnjo v duševnem razvoju in pa dolgotrajno bolne. Danes grem 3. v jamo. Največ ta je dobra volja, mečkan je fajn, če imaš kondicije, drugač pa nobenega strahu za nobeno, ker v jami pa bodo fantje, ki nas bodo spodbujali, da bomo veselo hodile in se bomo sigurno vse imele zelo dobro. Veliko hodimo, pa zato posebnih priprav ni.
Za pohod je pa potrebna čelada, vsaj spremljevalec mora imeti na glavno lučko in dobra obutev. Jaz imam kar planinsko. Kar zaupam in spremljevalki in ostalim, ki so pripravili progo, pa tudi na križiščih čakajo, ne vem, knapi ali kdo, in nas usmerjajo, tako da nimam nobenega strahu niti nezaupanja. Po nagovoru so se udeleženke z avtobusi odpeljale na začetek proge. Na Einser v Trbovljah. V jamo pa so vstopile skozi rov in iz nje šle po Barbara vpadniku v Hrastniku. Pred začetkom jih je ogrela osebna trenerka, ki je poskrbela, da so bile pripravljene na izziv. Udeleženke so skozi temo osvetljene le s svetilkami na čeladah in občasno razsvetlitvijo na stenah tekle in hodile po rudniških rovih mimo vagonov in tirnic. Približno 5,5 km dolga proga poteka skozi rove med Trbovljami in Hrastnikom. Spustile so se 40 metrov globoko v rudnik in se na koncu povzpele nazaj na površje. Vmes je bila proga ravna, ponekod se je rov vil tudi več kot 250 metrov pod zemeljskim površjem. Hodila po rovih, danes sem s svojo spremljevalko in prijateljico Marto, ki me vedno skrbno spremlja, pazi na vsak moj korak, dobesedno, mislim, jaz si ne morem zamisliti, koliko je to veliko dela. Sicer smo pa šli stabilen, počasen tempo. Ob prihodu na cilj skozi Barbara rov so ženske pričakali z rožicami. Pozdravil pa jih je tudi legendarni rudniški škrat Pirkmandelc. Se ženske, kljub temu, da je naš praznik, poklonimo ljudem, ki so delali v jami. Pot mi ni naporna, najbolj moteče je blato, pustimo une tirnice, malo gor, dol stopiti, za slepega greš nekaj časa, greš v štric, nekaj časa greš drug za drugim, se pač prilagodiš, poslušaš spremljevalca. Jaz sem dejansko v teh 5 letih, kar hodim z planincem, zamenjala že ogromno spremljevalcev, ampak veš, nekako začutiš človeka, ki te spremlja. Mu poveš, kakšne so tvoje želje, kakšne so tvoje možnosti, kaj lahko od tebe pričakuje, kaj jaz pričakujem od spremljevalca. Tako da vedno, kamorkoli grem in tudi danes v jami, sem bila zelo, zelo zadovoljna z spremljevalcem. Na koncu so organizatorji za lačne želučke poskrbeli z okusnimi tradicionalnimi zasavskimi jedmi, kot sta grenadiršmarš in funštrc. Prireditev Punce v jami ni le športni dogodek, temveč tudi praznovanje ženskega poguma, vztrajnosti in dediščine. Ob prihodu iz jame so udeleženke prejele nagrade
lončnice in uživale v prijetnem vzdušju.